Policija je danes evakuirala na stotine migrantov, ki so živeli v začasnih taboriščih v Parizu, prav v času, ko se evropski politiki še naprej lotevajo vprašanja beguncev, kar dodatno vzpodbuja rast ekstremnih desničarskih strank. Francija je sprejela ukrepe čiščenja migrantskih taborišč samo zaradi pospešenega nastajanja novih. Evropa se z migracijsko krizo sooča od leta 2015, po vojni v Libiji in Siriji, več kot milijon ljudi iz Afrike in Bližnjega vzhoda pa je poskušalo doseči celino preko Turčije ali po morju. Vlada francoskega predsednika Emmanuela Macrona je dejala, da želi biti trdna in pravična glede priseljevanja, vendar je v zadnjem času zavzela nekoliko strožje stališče, pri čemer je parlament potrdil predlog zakona, ki bi poostril pravila azila. Malezijski premier Mahathir Mohamad je danes dejal, da se bo iskanje izgubljenega letala Malaysia Airlines MH370, ki se je ta teden končalo brez novih sledi, nadaljevalo zgolj v primeru najdbe morebitnih novih dokazov. Mahathir je na novinarski konferenci po tedenskem srečanju kabineta dodal, da se iskanje zaenkrat ustavi, saj ne more trajati večno. Letalo MH370, ki je prevažalo 239 ljudi, je izginilo na letu od Kuala Lumpurja do Pekinga 8. marca 2014 in postalo ena največjih svetovnih letalskih skrivnosti. Včeraj se je končalo tudi zasebno financiranje podvodnega iskanja izginulega letala. Solarna oziroma sončna energija izboljšuje življenjske razmere sirijskih beguncev v taborišču Zatari v Jordaniji in zmanjšuje energetsko krizo celotne države. Sicer je v 7 letih sirske krize upanje beguncev v Jordaniji, ki bi se radi vrnili v svojo državo, še vedno majhno, vendar se vsaj izboljšujejo tamkajšnji življenjski pogoji. Zatari, begunski tabor, ki ga je zgradil Visoki komisariat Združenih narodov za begunce, 10 km vzhodno od mesta Mafraq na severu Jordanije, je od avgusta 2012 prejel skoraj 100.000 sirskih beguncev. Zdaj so v tem kampu zgradili sončno elektrarno s 4.000 sončnimi celicami in velikostjo 33 nogometnih igrišč za proizvodnjo električne energije. Sončna elektrarna bo beguncem iz Zatarija omogočila skupno 12 do 14 ur električne energije na dan. Pred solarno elektrarno je bila električna energija na voljo le od 18. do 3. ure zjutraj.